lahko zeleno Pohorje pripravijo za jubilejno Zlato lisico. Zelena zima pušča sled tudi v blagajnah turističnih delavcev. Pri policiji vse več žensk zaseda visoka odgovorna mesta. Pozdravljeni. Dnevnik začenjamo s tekmovanjem za Zlato lisico, ki bo 1. in 2. februarja. Organizatorji so vse bolj zaskrbljeni, da zaradi visokih temperatur, ki še kar vztrajajo, jubilejne 50. Zlate lisice v Mariboru ne bodo mogli izpeljati. Za zdaj so sicer odprte še prav vse možnosti, tudi ta, da smučarski praznik pod Pohorjem bo. Odločitve o tem, da 50. Zlate lisice ne bo v Mariboru, organizatorji še niso sprejeli. Naša želja ni zavlačevati za tem, ker če niso dani osnovni pogoji, potem treba priznati, da ni možnosti. Predvidoma bo odločitev znana ta petek, torej še pred snežno kontrolo 23. januarja. Takrat bodo tudi odločali o selitvi v Kranjsko Goro, kjer je bila tekma Zlate lisice že 5-krat, nazadnje pred 2 letoma. V tem trenutku preverjamo, kaj se dogaja v Kranjski Gori. Tudi tam ni snega v izobilju, še manj temperature so tudi na meji, bi rekel, krize ali pa na meji tistega, da se še vzdržuje snežna odeja. Organizatorji sicer zagotavljajo, da lahko slalomsko in veleslalomsko progo dobro pripravijo tudi v kratkem času. Trmasti smo, navajeni smo vsega hudega in tudi tokrat bomo probali stisniti zobe in narediti iz nemogočega mogoče. A selitev smučarskega praznika izpod Pohorja bi bila še dodaten udarec za mariborski turizem, kjer zaradi zelene zime gostje množično odpovedujejo rezervacije. Turistični delavci v teh ničkaj zimskih dneh ugotavljajo, da je število gostov ponekod upadlo kar za 40%. Da bi turiste zadržali, morajo biti čim bolj domiselni. Nekateri jih na smučanje vozijo kar v sosednjo Avstrijo. Podoba mariborskega Pohorja je v teh dneh precej klavrna. Na Belvijo so uspeli obdržati le simbolično zaplato snega. Strmine samevajo. Fino je, meni je fajn, ker sem sam, predvsem za to. Pohorje se vrača v prave čase, takrat, ko ni bilo smučarjev. Ko idemo na Areh, malo ima neka staza, nismo baš neki skijaši, važno je zbog dece, tako da eto, ipak nešto iskoristimo. Super, skijam se već nekako godina. Gosti zaradi pomankanja snega rezervacije odpovedujejo ali pa vdih precej skrajšajo. Turistični delavci, ki želijo čim več gostov obdržati, morajo zato letos pokazati izjemno mero kreativnosti. Pri nas imajo to možnost kopanja, termalna voda, wellness center, razni izleti. Moram povedati, da smo goste vozili tudi v Avstrijo na smučanje. Pogrešajo, da v Mariboru nimamo enotne ponudbe turističnih ogledov in izletov, s katerimi bi goste lažje zadržali. Upad je izjemen, morebitna odpoved Zlate lisice pa bi stanje še poslabšala. Beležimo upad vsaj 40% nočitev kot napram lanskemu letu. Izpad lahko ogrozi obstoj družbe, ki je tik pred koncem prisilne poravnave. Plače izplačujejo s težavo, danes jih je Durs presenetil celo z izvršbo. Za en davek na dodano vrednost, ki ni bil plačan iz naslova odpovedi lizinških pogodb. Struktura se bistveno ni spremenila, še vedno k nam zahaja največ gostov iz sosednje Hrvaške in Srbije. V zadnjem času se je le nekoliko povečalo število turistov iz Ukrajine in Rusije. V ptujski bolnišnici so se novi člani sveta zavoda, ki je bil imenovan konec lanskega leta, podrobneje seznanili s poslovanjem in programom bolnišnice. Ta je prejšnje leto končala skoraj 700 000 evrov izgube. Žal pa bodo razmere po napovedih letos še slabše. Kot smo lahko slišali na seji, se bo finančna luknja povečala na kar 1,6 milijona evrov. Ne le, da ima bolnišnica za več kot 3 milijone odprtih računov, izgubo bo zdaj povečalo še plačilo 550 tisočakov davčnega dolga in izplačilo plačnih nesorazmerij. Situacija je zelo resna glede na to, ker pač je bolnišnica tudi še vedno podvrednotena, to se pravi, ne dobiva pravo plačilo za svoje opravljene storitve in dolgoročno bo to imelo velike posledice tako na likvidnostnem, predvsem smislu pa tudi glede plačevanja plač. Tako je samo še vprašanje časa, kako dolgo bodo lahko plače zaposlenim sploh še redno nakazovali. Trenutno si pomagamo z premestitvenimi krediti, to se pravi, da vedno tik preden je plača najamemo kredit za 3 dni, izplačamo plače in potem spet poravnamo te obveznosti. A glede na finančno luknjo bi pričakovali, da bo vodstvo predstavilo konkreten sanacijski program in ne le, da s prstom kaže na zdravstveno blagajno, iz katere dobiva vse manj denarja.
Tako da eden izmed ukrepov, ki smo ga danes sprejeli, je, da se sanacijski načrt za naprej nemudoma ponovno izvede in da je to neprekinjena konstantna naloga. Ki pa bo zelo težka, saj večina oddelkov ne dosega dogovorjenih programov. Glede na to, da so za prihodki na nek način limitirani, je njihova osnovna naloga, da vsaj dosežejo programe in prihodke, ki so si jih zadali. Bolnišnica je sicer lani za zmanjšanje izgube dobila še 800 tisoč evrov državne pomoči, a do zdaj ne kaže, da bi ta zmanjšala vse večjo in vse bolj bolečo finančno rano. Potem, ko je tudi mariborska občina zaradi napačnega točkovanja pri državnem razpisu ostala brez denarja za obnovo mestnega gradu, je kulturno ministrstvo na svojih spletnih straneh včeraj objavilo nove rezultate razpisa. Namesto Maribora, Rogaške Slatine in Novega mesta so denar za obnovo kulturnih objektov dobili Piran, Krško in Ljubljana. Nekateri župani izpadlih občin bodo zdaj pravico iskali po pravni poti. Občine Piran, Ljubljana in Krško naj bi s svojimi projekti uvedle nove dejavnosti, ki v slovenskem kulturnem prostoru še ne obstajajo. Ministrstvo pa Mariboru očita, da se je prijavil le z obstoječimi vsebinami. V Pokrajinskem muzeju odgovarjajo, da je projekt Centra štajerske odličnosti, ki podpira kulturno dediščino obrtništva, izviren. Stroka je ocenila projekt kot zelo dober. Povedali so nam tudi, da v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer skrbijo za živo kulturno dediščino Slovenije, v register še niso vpisali nobenega obrtnika, se pravi, da gre tudi za nek prvi korak na tem področju. Državnega denarja za obnovo vzhodnega dela mestnega gradu mariborska občina ne bo zlahka prepustila Ljubljani. Tu gre za nadaljnjo centralizacijo, kar je za nas nevzdržno. Mi v ponedeljek vlagamo upravni spor, vlagamo predlog prepovedi razpolaganja s temi javnimi sredstvi in pobudo Računskemu sodišču. Tudi v Rogaški Slatini bodo ministrstvo prosili za vpogled v razpisno dokumentacijo. Ogledali naj bi si jo še ta teden. Na osnovi tega ogleda in proučitve določenega dela te razpisne dokumentacije pa bomo ugotovili, ali ima smisel nadaljevati z nadaljnimi aktivnostmi, ki so na voljo. Sicer pa je mariborska občina že drugič obdržavni denar za obnovo gradu. Prvič so ga izgubili pred slabimi 3 leti, tudi zaradi zapletov z javnimi razpisi. Ministrstvo je takrat odstopilo od pogodbe in že zagotovljeni evropski denar vrnilo v državni proračun. Še pred desetletji so bile ženske na uniformiranih delovnih mestih v policiji prava redkost. Danes pa so policistke nekaj povsem običajnega, vse več pa jih zaseda tudi vodilna mesta. Komandirko imajo denimo že nekaj časa na policijski postaji v Gorišnici, od konca lanskega leta pa ženska vodi tudi policijsko postajo Maribor 2. Preverili smo, kako njihov spol vpliva, če sploh, na delo, ki ga opravljajo, ter kakšen odnos imajo do njih občani in seveda sodelavci. V policiji je zaposlenih približno 10% žensk. Komandirka Tanja Žiberna-Flakus se je na mariborski policijski upravi zaposlila pred skoraj 30 leti. Delala je kot kriminalistka, službovala je tudi v oddelku za notranje preiskave in nadzor, tako da ima že precej vodstvenih izkušenj. V pretežno moškem kolektivu se je od nekdaj dobro počutila. Nikoli nisem imela občutka, da bi me drugače gledali kot žensko. Moji sodelavci, vse je odvisno od tega, koliko imaš interesa za delo. Morda se nekoliko drugačen odnos, ker je ženska, čuti pri občanih. Pričakujejo nekaj več od mene, ne vem, zlasti pričakujejo, da jim bolj prisluhnem. Verjetno ravno zaradi tega, ker sem ženska. Tudi Brigita meni, da je v policiji lahko to, da si ženska, prednost. Opravljati poklic, v katerem prednjačijo moški, je na nek način tudi prednost, če si ženska v njem. Če se te prednosti izkoristijo v določenih situacijah od primera do primera, se lahko v popolnosti dobesedno dopolnjujemo. Tudi ona na terenu opaža, da stranke v postopku pričakujejo, da pokažejo žensko naravo. Da mogoče toliko ne bomo globle. Je pa res, da od nas tudi pričakujejo bistveno več komunikacije. Bistveno več se nam zaupajo v posameznih situacijah. Sicer pa delež žensk v policiji narašča. Največ je zaposlenih pri Nacionalnem forenzičnem laboratoriju in upravi kriminalistične policije.
Združenje SAZAS je včeraj z Gospodarsko zbornico Slovenije sklenilo sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja v slovenskih televizijskih programih. No, v nadaljevanju pa še o nekaterih drugih temah. Koalicija je v prihodnjih 2 letih za dobro Slovenije pripravljena skupaj delati naprej. Je včeraj po 5 urah razprave o novem dogovoru o sodelovanju sporočila premierka Alenka Bratušek. Prioritete bodo gospodarstvo, mladi, zdravstvo ter boj proti korupciji. O privatizaciji niso razpravljali, investicije od TEŠ6 pa očitno ne bodo ustavljali. Javnost tudi danes ni izvedela podrobnosti o terjatvah, ki sta jih naši 2 največji banki, NLB in NKBM, prenesli na tako imenovano slabo banko. Vodilni v slabi banki so povedali, da seznama terjatev ne bodo objavili, dokler državni zbor ne potrdi sprememb zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Zakon konec meseca čaka druga obravnava. Vlada in sindikati javnega sektorja se sestajajo prvič v tem letu. Predvidena je razprava o kvorumu za veljavnost kolektivnih pogodb za področje javnega sektorja in vračilo preveč izplačanih plač, a odprta so še druga vprašanja. Med drugim bi se na dnevni red lahko uvrstilo vprašanje izplačila poračuna odprave plačnih nesorazmerij. Odbor za delo je danes brez glasu proti za obravnavo na seji državnega zbora pripravil dopolnjeni predlog zakona o starševskem varstvu, ki daljša skupno trajanje pravice staršev do odsotnosti z dela zaradi varstva otroka. O vprašanju neustavnosti dela zakona o registraciji istospolne skupnosti pa meni, da je domnevno spornost moč odpraviti v podzakonskem aktu. Evropska prestolnica mladih je številnim udeležencem prinesla novo znanje, izkušnje in prijateljstva. Tako je bilo tudi na fotografski delavnici, ki jo je vodil fotograf mlajše generacije Miha Sagadin. Fotografi so v objektive skušali ujeti teme, ki jih je zastavil projekt EPM, njihovi utrinki pa k ogledu vabijo v galeriji Media Nox na Židovskem trgu. Miha Sagadin, mentor fotografske delavnice, za najpomembnejše fotografovo orodje smatra oko. Udeležence je tako opremil znanjem tudi o zgodovini fotografije in jih poslal na teren pritiskati na sprožilec. Sem nekako iz tega izhajal tudi pri delavnicah, da se v bistvu da udeležencem samo neke vsebinske pa tehnične iztočnice in da potem oni sami raziskujejo fotografijo. Fotografi iz Slovenije, Slovaške in Grčije so na fotografski delavnici uporabljali bodisi analogne, bodisi digitalne fotoaparate. Na koncu koncev orodje je manj pomembno, kot pa to, kak si fotograf oziroma tisti, ki fotografira, predstavlja svet. Dejan Janžekovič, ki zase pravi, da škljoca in kar nastane, nastane, se je želel izpopolniti v fotografiranju oziroma se ga resneje lotiti. Najprej sem sicer imel idejo, da bi se lotil digitalne fotografije, ampak oprema v bistvu je kar precej draga. Tako da sem potem se nekako te delavnice udeležil in se v bistvu malo resneje tudi lotil. Resneje, kakorkoli lotil te analogne fotografije. Je pa zadeva precej težja, ker si prepuščen čisto samemu sebi, ni elektronike, ki bi namesto tebe zračunala osvetlitev in vse, ampak kako nastaviš, taka slika nastane. Ja, mene je najbolj inspirirala tematika mobilnosti in trajnostnega razvoja, ker tudi sam dosti kolesarjem in večino svojih poti opravim na kolesu. Vsekakor bila pozitivna, že dejstvo, da prideš v stik z ljudmi, ki se profesionalno ukvarjajo s fotografijo, ti da neke nove možnosti. In še pojasnilo o naslovu razstave. Ko sem razmišljala pravzaprav o tem, kdo tematizira mladost, sem ugotovila, da so to vedno starejši, ne? Človek, ko je mlad, ničesar drugega še ne pozna. Torej, zaradi tega človek pred 30 besede mladost ne razume. Sicer pa je delavnica od kulture pa k športu. Medtem ko odbojkarice Nove KBM igrajo v Rusiji prvo tekmo osmine finala pokala Challenge proti Odincovu, se bodo tekme predzadnjega kroga ligaškega skupinskega dela v prvi moški odbojkarski ligi začele čez dobro uro. So pa že znani vsi udeleženci tako modre kot zelene skupine. V modri se bodo AHC-ju priključili Salonit, Calcit, Panvita, Pomgrad, Lunos in Go Volley, v zeleni pa se bodo pomerili Fužinar, Šoštanj, Krka in Triglav.
Nocoj z vsemi tekmami bodo pričeli ob 20 uri, lahko pride le do minimalnih sprememb, ki ne bodo vplivale na sestavo novih skupin. Sobočani, ki so v prejšnjem krogu brez posledic prestali gostovanje v Mariboru, saj so oddali le niz, bi morali dobiti obe naslednji tekmi. Zdaj na koncu bo važno samo na nas, da nam glava ostane na mestu na tekmi in da proti slabemu nasprotniku dejansko jih dotovčemo. To bo dejanski dokaz, da smo na pravi poti. Upam, da bo ta stvar, da bomo šli brez poškodb naprej v to modro skupino, da bomo lahko zdravi in da bomo trenirali na polno in se že veselim nadaljevanja. Igralci v belo-zelenih dresih so si zmago v Mariboru dokončno zagotovili 3. mesto. Mariborčani pa dejstvo, da višje od 4., na katerem so trenutno, ne morejo. Če bi zmagali, bi lahko naredili oziroma razmišljali v smeri naprej. Če pa smo izgubili, pa ni nič ekstra drastičnega, ampak vseeno ni lepo začeti s porazom, sploh ne v domači dvorani. Medtem ko bodo Prekmurci nocoj igrali doma proti zadnje uvrščenemu Triglavu, se bodo Štajerci potili v Šoštanju. Forma se dviguje, zdaj imeli smo nekaj dni fraj, tako da smo malo padli v formi, sicer upam, da se bo zdaj dvigovala, tempiramo, da imamo pač na pokal, da smo takrat v polni formi, to nam je najpomembnejše v tem trenutku, tako da počasi. Naslednjo nedeljo bodo morali biti igralci Lunosa zelo razpoloženi za igro. V pokalnem polfinalu bodo v domači dvorani zaigrali proti vodilni ekipi v prvenstvu. Čeprav so proti Kanalcem dvakrat izgubili, bo 26. januarja šlo za povsem drugo zgodbo. Do konca letošnjega relija Dakar so še 3 tekmovalni dnevi. Po Argentini in Boliviji so sodelujoči vozniki zdaj na poti po Čilu. V današnji etapi bodo prevozili 681 km. Ko bodo tekmovalci prispeli do cilja, bo za njimi skupno kar 9000 km vožnje po zelo razgibani pokrajini. Upajmo, da bo pot uspešno končal tudi še edini Slovenec na reliju Miran Stanovnik, ki je bil pred današnjo etapo na 29. mestu. Toliko o športu. Države Evropske unije pa bi morale tako kadrovsko kot z viri okrepiti delovno inšpekcijo, da bi lahko ta učinkoviteje preprečevala neprijavljeno delo, prisiljeno samozaposlitev in socialni dumping. Poziva neobvezujoče poročilo, ki ga je v torek sprejel Evropski parlament. Mi pa v nadaljevanju še o drugih temah z mednarodnega prizorišča. Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu z veliko večino sprejeli poročilo o programu varstva potrošnikov 2014-2020. Novi zakonodajni akt naj bi pripomogel k ohranitvi visoke ravni varstva potrošnikov v Evropski uniji, za kar bodo v prihodnjih 7 letih namenili 189 milijonov evrov. Program naj bi potrošnikom omogočil lažje uveljavljanje pravic, v ospredje pa postavlja tudi pravico do obveščenosti in izobraževanja za njihovo zaščito. Gasilci na jugovzhodu Avstralije se borijo številnimi požari, potem ko so jih ponoči udari strel zanetili skupaj več kot 250. Območje je zajela izjemna vročina s temperaturami do 46 stopinj Celzija, ki naj bi se v prihodnjih dneh še nadaljevala. Vročina otežuje tudi igranje na teniškem turnirju Odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu, od koder poročajo o omedlevanju in splošnem slabem počutju med igralci. V Kuvajtu poteka donatorska konferenca za Sirijo, ki se je udeležujejo delegati 69 držav in 24 mednarodnih organizacij. V Siriji, ki jo že skoraj 3 leta pretresajo krvavi spopadi, humanitarno pomoč nujno potrebuje skoraj polovica prebivalstva. $500 milijonov je za Sirijo doslej obljubil Kuvajt, Združene države Amerike pa so dodale še $380 milijonov. Ameriška agencija za nacionalno varnost je po poročanju medijev na skoraj 100.000 računalnikov po svetu na skrivaj namestila programsko opremo, ki jim je omogočila nadzor in izrabljanje naprav za morebitne kibernetske napade. NSA je opremo namestila tudi na računalnike, ki niso bili povezani s spletom, in sicer prek radijskih valov. Agencija je program najpogosteje uporabila proti kitajski vojski, uspešno pa je z njim udrla tudi v ruske vojaške mreže in sisteme mehiške policije ter tamkajšnjih mamilarskih kartelov. Več kot 10 preiskovalcev šerifovega urada si je vzelo čas za preiskavo domovanja najstniškega pop zvezdnika Justina Bieberja v predmestju Los Angelesa in iskalo dokaze o tem, da je pretekli četrtek metal jajca v sosedovo hišo. Sodec se je namreč pritožil, da mu je 19-letni Bieber obmetaval hišo z jajci in povzročil za kar $20,000 škode.
Šerifovi pomočniki pa so med preiskavo v hiši mimogrede odkrili tudi mamila. Še vreme, po noči bo delno jasno z mirno oblačnostjo, ponekod po nižinah bo nastala megla. Jutri bo v vzhodni Sloveniji deloma jasno, drugod bo zmirno do pretežno oblačno. Zvečer se bodo v hribovitih krajih zahodne Slovenije začele pojavljati rahle padavine. Krepil se bo jugozahodni veter, ki bo najmočnejši v noči na petek. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, v Alpskih dolinah okoli -3. Ob morju okoli 6, najvišje dnevne pa od 4 do 10 stopinj Celzija. Poglejmo še, kaj ponuja nocojšnja oddaja Tele-M. Ana, o čem bo torej tekla beseda? Ja, lepo pozdravljen. Govorili bomo o tem, kako se znajti takrat, ko si brez službe, kakšne so pravice in možnosti na Zavodu za zaposlovanje. Brez službe je namreč 10% delovno aktivnega prebivalstva. 14% brezposelnostjo pa med območja z nadpovprečno brezposelnostjo sodi tudi Podravje. Kakšno je stanje in napovedi za naprej pa z gostoma Mirjano Zgaga, svetovalko generalne direktorice Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Žarkom Markovičem, EURES svetovalcem. Bodite torej z nami ob 20. in izvedeli boste več. Ja, najlepša hvala. Tako zdaj veste, kaj vas čaka po 20. uri. Morda izveste kaj zanimivega in koristnega. No, prihodnja informativna oddaja naše televizije pa bo na sporedu ob 20. Nasvidenje.